Prehajamo na 5. točko. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik. Druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 6. Predlagatelj župan oziroma podžupan poročevalca dr. Marija Tadeja Ježek in Matevž Primarč. Izvolite. Hvala lepa. Postopek sprejema programa opremljanja se izvede skladno z določili zakona, ki ureja področje opremljanja stavbnih zemljišč. S programom opremljanja se načrtuje izvajanje opremljanja stavbnih zemljišč ter določa finančna sredstva za izvedbo komunalne opreme v posameznih območjih opremljanja. Območje opremljanja je za območje funkcionalno zaokroženo komunalnih, neopremljenih ali delno opremljenih stavbnih zemljišč, v katerih se je s prostorskim izvedbenim aktom predvideva nova prostorska ureditev, za katero je treba zagotoviti novo komunalno opremo oziroma drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Program opremljanja se pripravi na podlagi OPN ali OPPN in njunih elaboratov ekonomike ter na podlagi projektne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom. Pred nami je druga obravnava. Od prve obravnave so v odlok vnesene naslednje spremembe. Tehnični popravki zaradi usklajevanja predloga odloka za nadrejeno nacionalno zakonodajo črta se drugi odstavek 1. člena, drugi odstavek 4. člena, dodan je 5. člen, ostali se temu primerno oštevilčijo. Pa 15. člen se dopolni tako, da se vnesejo zakonsko dovoljene oprostitve, dodano pa tudi, da se plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v celoti oprosti za gradnjo stavb, sil za zaščito, reševanje in pomoč ter gasilskih domov. Oznaka je pa 12742 v skladu z klasifikacijo. Hvala lepa. Marija, hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine. Bojana Pančur, izvoli. Hvala lepa za besedo. En lep pozdrav vsem skupaj. V svetniški skupini bi imeli pri tej točki v bistvu samo eno vprašanje, kdaj naj bi bil sprejem novega OPN-ja. Na seji v mesecu maju je bilo namreč rečeno, da naj bi občinska uprava naredila vse v tej smeri, da bo to v letošnjem letu. Hvala. Marija, svetnice, svetniki. Še kdo? Ivanka Očakar, izvolite za besedo. Še enkrat hvala za besedo. Pravzaprav imam samo eno vprašanje oziroma želim pojasnilo. V 15. členu so zelo natančno opredeljene oprostitve in tukaj me veseli, da gre tudi za nadomestne gradnje, ki si jih lahko v naslednjih letih glede na situacijo v občini kar nekaj obetamo. Nisem pa zasledila ničesar v zvezi z olajšavami. Vem, da je bilo na prvi obravnavi zastavljeno vprašanje v zvezi z mladimi družinami. Zdaj pa me zanima, a gre taka tematika v ta odlok ali pa morda moramo o tem odločati pri kakšnem drugem vprašanju, kam se pač uvrstijo morebitne olajšave pri tem komunalnem nadomestilu. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa, Ivanka. Marija, prosim za odgovor. Hvala lepa. Kar se tiče OPN-ja, smo v fazi usklajevanja z nosilci urejanja prostora. Glede na dano situacijo, ki je pa zajela tudi celotno državo, eno pristojno ministrstvo več kot 5 mesecih tudi prvega mnenja ni dala kljub številnim urgencam župana in podžupana ter občinske uprave. Za druge, v bistvu z nekaj nosilci urejanja prostora še usklajujemo v bistvu gradivo.
pričakujemo, zelo se pač želimo, tudi zaradi raznih teh nesreč, ki so zajele infrastrukturo, da bi bil ta OPN sprejet v tem letu in vse napore občinska uprava tudi pač dela v tej smeri, da bi pač to čim hitrejše sprejela. Ne. Na OPN pač je večletni projekt, a ne, in pač je pa zelo težko, ker so te nosilci urejene prostora, ki izdajajo končna mnenja, zelo zasedeni, v bistvu zaposlenih je malo, a ne, v bistvu istočasno se pa morajo ukvarjati tudi s poplavami in popisi škod pač na svojih področjih. Kar se tiče pa olajšav, skušali smo čim bolj pristopiti v bistvu k sami strategiji in usmeritvi občine Kamnik v turizem, kmetijstvo, gospodarstvo. Za oprostitve mladih družin pa v bistvu se s tem odlokom ne ureja. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.